Dobrodošli na 22. malem taboru likovnih ustvarjalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V 4 občinah Temeniške in Merenske doline že več kot 2 desetletji Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Trebnje pripravlja tako imenovani mali likovni tabor, ki hodi z roko v roki z mednarodnim taborom likovnih samorastnikov v Trebnjem. Letošnji mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, že 54. po vrsti, je tako kot že vrsto let bogat. Po mednarodni zasedbi, pa tudi po likovni tehniki in pa izpovednosti. Gostimo 5 zanimivih umetnikov, ki prihajajo iz različnih koncev sveta. Likovna dela, ki bojo nastala na letošnjem mednarodnem taboru, bojo na ogled, tako kot so tudi ostala likovna dela naše zbirke, ki jih je ustvarilo preko 240 različnih umetnikov, predstavljajo kontinente celega sveta, zato vabimo vse ljubitelje likovne umetnosti, pa še tiste, ki bojo to postali, da obiščejo našo galerijo in si zbirko gledajo. Zaradi epidemije novega koronavirusa smo izvedbo malega likovnega tabora že lani prilagodili trenutnim razmeram in ker te še vedno ostajajo neugodne, za ustvarjanje na terenu smo se odločili, da mlade ustvarjalce ponovno povabimo, da ustvarjate kar doma. Na 22. mali likovni tabor smo tako prejeli 46 likovnih del, sodelovalo pa je 14 osnovnih in podružničnih šol z Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Letošnja tema je bila voda, mentor pa priznani in večkrat nagrajeni ilustrator Peter Škerl. Pozdravljeni mladi ustvarjalci malega likovnega tabora, letos že 22. leto. Žal tudi letos zopet preko spleta, pa vendarle si želim, da bi drugo leto se dobili skupaj na terenu, tako kot vsako leto poprej. Moram priznati, da letošnja dela na temo voda so bila zelo raznolika, pisana ustvarjalci in mentori, katerim lahko rečem, se zahvaljujem, da so jih usmerili v želeno smer. Je bila tema zelo hvaležna, kajti voda je naše življenje in tudi pri ustvarjanju se veliko uporablja voda, tako da se nam je zdela letošnja tema zelo hvaležna, drugo leto pa spet na terenu, tako kot poprej. Želim vam veliko ustvarjalnosti in se vidimo drugo leto.
Čeprav se tudi letos nismo srečali na terenu, smo ponovno skupaj dokazali, da ustvarjanje ne pozna meja. Ob koncu zato iskrena hvala vsem, ki ste se pridružili letošnjemu likovnemu izzivu. Mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem, šolam in njihovim mentorjem, Petru Škerlu in Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje ter vsem, ki podpirate našo dejavnost. Na snidenje prihodnje leto.